študenti iz držav Evropske unije, torej tudi tisti iz Slovenije, so na britanskih univerzah obravnavani enako kot britanski študenti. V primeru Brexita brez dogovora bi imeli status študentov iz tretjih držav, kar pomeni višje šolnine, brez dostopa do štipendij in posojil. Več kot 30.000 evropskih študentov na leto študira in dela na otoku v programu Erasmus+. Nacionalna britanska agencija je pred dnevi sporočila, da bo Združeno kraljestvo še naprej sodelovalo v sedanjih programih. Zato naj se organizacije, ki nameravajo vložiti vloge za financiranje, prijavijo na razpis kot načrtovano. Obstaja možnost, da bodo evropski študenti po koncu prehodnega obdobja za študij v Veliki Britaniji potrebovali študentsko vizo, ki se jo morajo urediti že zdaj tisti, ki niso iz držav članic Unije. Kaj bo Brexit prinesel evropskim podjetnikom, je odvisno od izida pogajanj, ki bodo potekala v prehodnem obdobju. Če pogledamo časovnico, 31. januar je torej dan, ko Velika Britanija izstopi iz Unije. 30. junija poteče rok za podaljšanje prehodnega obdobja. Če podaljšanja ne bo, bo 31. decembra ključno vprašanje, ali je bil v tem času sprejet trgovinski sporazum ali ne. Če bo sprejet, bo poslovanje potekalo pod na novo določenimi pogoji. Sicer pa bodo veljala pravila Svetovne trgovinske organizacije enako kot za tretje države. To pomeni, da bo trgovanje med Unijo in Veliko Britanijo omejeno, podvrženo carini in davkom. Kaj pa delovna mesta? Izstopni sporazum zagotavlja pravico dobivanja več kot 3 milijonom državljanov Unije v Združenem kraljestvu, ki bodo zaprosili za status. To pomeni, da bodo tisti, ki so pred dnevom izstopa za 5 let živeli v Veliki Britaniji, lahko tam še naprej živeli in delali pod enakimi pogoji. Pogoji se bodo v skladu s prihodnjimi dogovori spremenili za tiste, ki se bodo na otok priseljevali v prihodnosti.